Bi rekel, da za digitalizacijo bi se tokrat odločil. Bil sem precej tradicionalen v preteklosti, ampak še 2-3 leta nazaj bi rekel analogni števci, ročni menjalnik, zdaj pa v celoti digitalizacija. Na splošno upravljanje z vozilom, zanesljivost avtomobila, zaupam tem asistenčnim sistemom. Zavedam se, da so to pripomoček, da še avto ne vozi sam, ampak grem v to smer. Je nek preboj dokazal, da upam, da grejo še ostali v to smer. Tudi s temi stikali, slej ko prej se tudi starejša generacija bo se navadila, saj že mnogi že uporabljajo pametne telefone, se ukvarjam s telekomunikacijami, tako da vidim, da se tudi starejši, če le imajo interese, navadijo. Hey Siri, could you please send a text message to my friend Dean that we met in Ljubljana in 20 minutes? Your message to Dean Gostimirovic says we met in Ljubljana in 20 minutes. Ready to send it? Yes, please. Okay, it's sent. Jaz sem bolj pristaš analognih. Tako kot vsaka stvar, nič ni popolno, ne? Jaz bi imel, če bi lahko zbiral, bi imel kombinacijo. Določene stvari bi prepustil, te novi dobi digitalni, kakorkoli, ne, ampak kakšne stvari bi imel pa sigurno še na knopno. Ja, meni se ti zdi ta digitalizacija zelo uporabna, zato ker je pač veliko teh asistenčnih sistemov, ki pač zelo pomagajo vozniku in se pač lahko tudi vožnja tudi lahko manj utrujoča in zaradi tega se pač lahko tudi zmanjša nevarnost. So pa tudi določeni izzivi, ja, ker pač recimo marsikdo starejši ne bo znal tega uporabljati, tudi sem jaz, ki sem mlad, lahko se zelo hitro prilagodim na to, kakšen bo pa verjamem, da bo imel zelo velike težave. Ne vem, jaz še imam vedno rad mehaniko, od zobnikov do vsega tega. Mislim, lepo je, če podprta s kako digitalno zaradi varnosti, ampak kot izgled in upravljanje pa še vedno boljše analogno. Predvsem, kako bi rekel, elementi, ki jih uporabljamo med vožnjo, ne. Radio, klima, se ne rečem, kakšne podrobne nastavitve, ki se nastavljajo pred vožnjo, se lahko doslovno za dotik, ampak določene stvari bi pa mogle ostati na fizični gumbi. Klima bi ostala vsekakor, tudi kak gumb za nastavitev glasnosti. Še meni osebno se zelo dopadejo recimo tudi vmesniki kot kakšni drugi znamki, ko imaš vedno kak vrtljiv gumb, recimo tako Mazda, BMW in podobno. Se še da vedno vmesnik prek gumbu upravljati. Golf je tukaj bolj kot, rekel, kralj uravnovešenosti. Kar se tiče pa digitalizacije, pa skoraj že malo preveč premika me, bi se rekel, prenahiterno.